Dela in naloge izvajalca računovodskih storitev so se v zadnjih letih močno spremenile. Dober računovodja že dolgo ne beleži le pretekle poslovne dogodke, pripravlja poročila za javno objavo in obračunava davke. Kaj je pomembno vedeti za dobro sodelovanje med sodobnim računovodjem in naročnikom storitev? Ali je sodelovanje podjetnika z računovodjem pomembno? Podjetnik in računovodja sta partnerja in zato je nujno, da med seboj sodelujeta. Podjetnik se mora zavedati, da je na računovodjo prenesel del odgovornosti za upravljanje svojega premoženja. In to ne samo z davčnega vidika, ampak tudi z vidika bonitetnih ocen, sodelovanja s poslovnimi partnerji, nekaterih notranjih kontrol in podobno. Ne predstavljam si odnosa med podjetnikom in računovodjo, ki ne bi temeljil na aktivnem medsebojnem sodelovanju. Kaj to pomeni? To pomeni sprotno obveščanje računovodja o vseh pomembnih odločitvah podjetnika in o njegovih poslovnih načrtih. Na ta način bo imel računovodja dovolj informacij in dovolj časa, da bo lahko aktivno sodeloval pri ocenjevanju podjetnikovih odločitev z davčnega, finančnega in drugih poslovnih vidikov. Na drugi strani pa aktivno sodelovanje pomeni tudi obveščanje podjetnika o vseh sprejetih in nameravanih zakonskih spremembah, poslovnih trendih in drugih informacijah, ki so pomembne za poslovanje podjetnika. Če računovodja samo dobi dokumente, ki pričujejo že nastale poslovne dogodke, je lahko samo evidentičar, ki knjiži poslovne dogodke, ki so že izvršeni in ki morda z računovodskega in finančnega vidika niso najbolj optimalni. V preteklosti je bilo to morda za nekatere podjetnike dovolj. V sodobnem svetu, kjer se poslovno okolje spreminja iz dneva v dan, pa brez aktivnega medsebojnega sodelovanja ne more biti uspeha za oba, niti ne dolgoročnega sodelovanja. Kdo je odgovoren za vsebinsko in formalno pravilnost računovodskih izkazov in davčnih obračunov? Za računovodske izkaze in davčne obračune je odgovoren poslovodja oziroma direktor podjetja. Toda odgovornost je v resnici več kot samo to. Obstaja tudi strokovna, moralna, etična, odškodninska in nenazadnje kazenska odgovornost. Trditi, da računovodja v ničemer ni odgovoren za pravilnost računovodskih izkazov in davčnih obračunov, je zato povsem zmotno in lahko vodi do napačnih odločitev. Pomembno pa je, da se poslovodja zaveda svoje formalne odgovornosti in da zato sodeluje s takim izvajalcem računovodskih storitev, ki se prav tako zaveda svojega dela odgovornosti in jo je pripravljen sprejeti. Izogibati se je zato potrebno takih izvajalcev, ki vam vnaprej obljubljajo nič drugega kot samo najnižje davke. In na drugi strani tudi takih izvajalcev računovodskih storitev, ki za vsak slučaj obračunajo malo višje davke, da si zagotovijo neko lažno lastno varnost. V Sloveniji ni regulative za upravljanje računovodskih storitev in zato storitve računovodenja in davčnega svetovanja lahko upravlja vsakdo. To pa pred podjetnika postavlja dodatno veliko odgovornost. Najti mora namreč takega izvajalca računovodskih storitev, ki je dovolj strokoven, kompetenten in nenazadnje tudi moralen in etičen, da mu lahko zaupa del upravljanja svojega premoženja in dobrega imena. Ali je potrebno imeti sklenjeno pogodbo z izvajalcem računovodskih storitev? Odgovor na to vprašanje je lahko zelo kratek. Seveda. Podjetnik se mora zavedati, da je v trenutku, ko je pri računovodji naročil izdelavo določenih računovodskih izkazov ali davčnega obračuna, nanj prenesel del odgovornosti za upravljanje svojega premoženja. Prav tako mu je naročil izdelavo izkazov, za katere je pravno-formalno sam odgovoren. Na drugi strani pa je tudi računovodja sprejel določen del odgovornosti, strokovne, odškodninske, moralne, etične. Če se oba akterja zavedata svoje odgovornosti, bosta prav gotovo želela medsebojna razmerja, razmejitve dolžnosti in opravil, roke in nenazadnje tudi ceno zapisati v pogodbo. Pogodba je seveda lahko tudi ustna, vendar pogodba v pisni obliki obema akterjema zagotavlja bistveno višjo stopnjo varnosti in je lahko podlaga za dolgoročno sodelovanje.